V vročem sobotnem popoldnevu je kar 19 ekip sodelovalo na letošnjem občinskem gasilskem tekmovanju občine Gornji Petrovci. Organizacijo je tokrat po 12 letih zopet prevzelo prostovoljno gasilsko društvo Košarovci, ki sicer šteje 16 aktivnih in kar nekaj podpornih članov. Tekmovanje so pripravili v športnem centru v bližini gasilskega doma. Tekmovanje bo na 3 lokacijah se izvajalo, tu na igrišče bodo za pionira metača, tu bo razvrščanje, zgoraj bo štafetni tek, tam pri gasilskem domu pa bude trodelni napad. Organizacija tekmovanja, na katerem je bilo prisotnih okrog 200 gasilcev in čez 100 obiskovalcev, je kar velik zalogaj za majhno vas Košarovci. Vaščanom so priskočili na pomoč tudi prebivalci sosednjih vasi. Poleg vaščanov je največja zasluga pri tej prireditvi lahko pripišem občini Gornji Petrovci, ki nam je finančno in pomagala pri prireditvi, tudi lepo nam je zrihtalo okolico, objekte, vse pripravila, tako se največja zahvala je še občini Gornji Petrovci. Sicer pa je tekmovanje potekalo pod okriljem Gasilske zveze Gornji Petrovci, ki zajema 13 prostovoljnih društev. Kot je izpostavil predsednik zveze Dejan Sabo, so tovrstna tekmovanja na nek način tudi priprava na intervencije, na katere pa gasilce preko številnih aktivnosti pripravljajo skozi vso leto. Gasilska zveza izvaja izobraževanja skozi celo leto, je pomoč gasilskim društvom z nasveti in z pomočjo. Veliko nam pomaga tudi občina Gornji Petrovci z finančnimi sredstvi. Zavedajo se, da na mladih svet stoji. Zato dajemo veliki poudarek na mladini. Letos smo se prijavili in tudi uspešno organizirali regijsko tekmovanje v orientaciji za otroke, torej za celotno regijo pomursko. Prav tako smo pred 14 dnevi organizirali Cici Fire Combat, katera je tudi za otroke in je zelo manj znana kot v Pomurju, ampak je bilo kar 30 nekaj ekip. Na regijskem orientaciji pa je bilo 98 ekip otrok. Občina Gornji Petrovci si zelo prizadeva za razvoj gasilstva v občini, saj se zavedajo pomena gasilcev ob morebitnih intervencijah, ki jih imajo sicer v občini bolj redko. Moram povedati, da imamo malo sreče. Nismo imeli kakšne večje neurji, nismo bili deležni razen manjših zadev v Ženavljah, v Adrijanci, ko je pač poplavljalo in v Križevcih. Tako da kakšne večje zadev ne. In to malce imamo srečo. Imamo pa 2 velika plazova, reci piši vrednosti čez 350 000 evrov, kar je seveda v okviru ministrstva pričakujemo sredstva, da se ta zadeva reši. Na vsakoletni ravni namenjajo za vzdrževanje in obnovo gasilske infrastrukture in opreme kar nekaj sredstev. Občine imamo primerno porabo, požarni sklad, ki je kot požarna taksa, pa je namenjena za nabavo nove opreme. To občina sofinancira. Lani smo zbrali požarne takse okrog 17 000, vendar potreba gasilskih društev je pa blizu 40 000 evrov. Razliko primakne seveda občinski proračun in občina in jaz bi se rad zahvalil tudi občinskemu svetu, da glasujejo za to, da podpirajo gasilstvo v naši občini in da to gasilstvo lahko normalno dela. Imamo pa res tudi obnovljene gasilske domove, ki so nadstandardno opremljeni. Tudi zdaj v tem primeru smo ta športni center obnovili, nekaj malenkosti še imamo. Zdaj je v teku tudi novogradnja oziroma adaptacija gasilskega doma, tako da si želimo, da bodo vsi gasilski domovi v naši občini lepo in nadstandardno urejeni. Tako je tudi v Košarovcih. Prostori se zdaj še adaptirajo, opremo tudi imamo komplete, nabavili smo novo avto, delovne obleke, paradne obleke, tako oprema je skoraj nova, nova, 2 leti stara, 3. Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Petrovci, ki šteje več kot 80 članov in je osrednja enota v občini, pa bo v kratkem bogatejša za zaščitne obleke, nadejajo se tudi posodobitve voznega parka.
Mi smo srednja enota in moramo imeti 23 operativcev, samo 13 zaščitnih oblek imamo, ker je pač finančni zalogaj zelo velik za nabavo teh zaščitnih oblek. Za eno obleko moramo odšteti več kot 1600 evrov, ampak pač kriteriji so taki, da jih moramo izpolnjevati, tako da zdaj smo tudi v fazi nabave teh zadnjih 10 kompletov. Imamo rodno vozilo, imamo tudi cisterno, ki je sicer dotrajana, ampak upamo, da v kratkem času bomo to tudi rešili, da bomo dobili kako novo oziroma novejšo verzijo. Na tekmovanju so bili prisotni z ekipo članov in ekipo pionirjev, s katerima so se pridno pripravljali. Mi smo kar precej aktivni. Zdaj, dva mandata nazaj smo prevzeli večinoma mladi naše društvo in smo se zelo nekako vključili v to življenje gasilstva, tako da smo tudi mlade priklopili k temu zraven, saj so bili prej tudi, ampak zdaj seveda naši otroci so tudi in aktivno sodelujemo, aktivno z njimi vadimo, tudi fantje. Aprila se že začnejo vaje naše, tako da od aprila do junija intenzivno vsako nedeljo se dobimo malo, enkrat, dvakrat vadijo, potem pa malo druženje imamo. Tudi prostovoljno gasilsko društvo Adrijanci ima na čelu društva mlado predsednico. Na današnjem tekmovanju je aktivna seveda desetina, ki tekmuje, drugače nas je v gasilskem društvu nekaj okoli 30, nekaj je starejših veteranov, nekaj je aktivnih gasilcev, ki tekmujemo v kategoriji člani A in upamo, da bo v prihodnje tudi nekaj mladine. Samim pripravam na tekmovanje so namenili kar nekaj časa. Ja, smo zadnje 2 leti kar aktivni, vadimo, smo pridni, probamo izboljšati naš čas na tekmovanju, tako da upamo tudi danes na najboljši rezultat. Poklepetali smo z Janezom Krčmarjem iz prostovoljnega gasilskega društva Križevci, ki je v gasilske vrste vstopil pred 47 leti. To je ena takšna organizacija, mednarodno poseko. Pomaga se vse posedi, kjerkoli, in naše društvo je znano po tem, ko smo nikdar ne izostali. Bili smo 2-krat na Krasi, bili smo 3-krat zdaj na poplavoj. Tako, eden glavni je pa bilo tudi, ko je druženje bilo. Vsi moji pajdaši, pa sosedje, pa na našem bregi smo 4 kuće, pa 8 gasilcev. Gasilci iz Križevec so imeli kar nekaj ekip, tekmovali so člani B, člani A ter mladinska in pionirska desetina. Vedno pa se z veseljem udeležijo takih tekmovalnih druženj. Dolgo nazaj, ko smo na enem tem tekmovanju ne izostali. Eno je druženje, drugo je pa malo tudi tiste firbec, ko te vleče, zdaj, kako si proti drugoj ekipi, če si boljši od njih ali si slabši. V občini Gornji Petrovci v teh poletnih mesecih pripravljajo še nekaj zanimivih prireditev. 6. julija imamo občinski nogometni turnir v Neradnovcih, potem je pa 24. avgusta svečana seja občinskega sveta v Žernavljah. V zvezi s tem je tudi takrat obletnica, 90. obletnica balona v Žernavljah in pripravljamo eno lepo prireditev, tako da prijazno vabim vse. Kar 10 najboljših ekip na občinskem gasilskem tekmovanju občine Gornji Petrovci je prejelo pokale. Zbrani pa so se po tekmovanju ob jedači in pijači ter melodijah skupine Pravi moment družili še dolgo v noč.